Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Izgledajo žalostno in postanejo potrti, nato te pogledajo, ko spostaviš z njimi očesni stik in se jim nasmehneš, prepoznajo ta nasmeh in se začnejo smehljati in nato vsi otroci stečejo k tebi in se ti nasmehnejo. Ko to izkusiš, se počutiš objetega. Če bi radi živeli zmagovalno, se boste morali naučiti, kako videti, kdo ste v Kristusu, razmišljati, kot razmišlja Bog in govoriti, kot govori Bog. Danes bi rada govorila z vami o tem, kako vaše misli vplivajo na vašo pot kot pot kristjana. Bolj, ko boste razmišljali in govorili na način, ki ga bom delila danes z vami, trdnejša bo postala vaša vera. Kako lahko zaupate v nekoga, za katerega se na pol bojiš, da je večino časa jezen nate? Moramo verovati, da nas Bog ljubi. Popolnoma nas ljubi in brezpogojno. In ravno v tem je stvar, da Bog ne pozna ničesar drugega, kajti On je ljubezen. Reagirati zna samo na ta način. Tako da, če ti je všeč ali ne, Bog te ljubi. Tega si ne more zaslužiti. Edino, kar lahko storiš je, ali da ne storiš tega, je, da to sprejmeš. Mislim, danes lahko pridigam na vso moč. Toda, če se ne boste odločili, da boste to sprejeli, jaz bom sprejela. Bog danes govori meni, ne govori samo dvorani polni ljudi. Bog pozna moje ime. On ve vse o meni. S svojimi lastnimi rokami vas je ustvaril v maternici vaše matere. Niste napaka. In On misli na vas ves čas. Za vas ima dobre načrte, veste? Vidim nekaj ljudi, ne veliko, ki posedajo tukaj okrog kot... In če vas pogledam, vidim, da nimate nobene vere. In tako boste morda prišli še nazaj na kakšno srečanje in boste morda še vedno tako... Kajte, kako lahko nekdo posluša to in se ne more vsaj malo nasmehniti? Mislim, ne razumem, kako se ne morete vsaj malo nasmehniti. Danes vam ne govorim o mlekarju ali poštarju ali o tistem tipu iz trgovine. Govorim vam o Bogu, ki lahko naredi karkoli. On je ustvaril vse. On ljubi tebe in razmišlja o tebi ves čas. Bog te ljubi. Bog mi je danes položil na srce, na nekaj minut govorim tudi občinstvu pred televizorji, ker verjamem, da so nekateri, ki me sedaj gledajo, resno razmišljali o samomoru. Glavni razlog, zakaj ljudje v življenju pridejo do te točke, je, da čutijo, da jih nihče nima zares rad, ali pa se jim zdi na nikakor, da jim nikoli nič ne uspe. In delno je to tako, ker poskušate najti vrednost in vrednoto v vseh drugih stvareh, ki vam nikoli ne bodo dale prave vrednosti ali vrednot. Zato se začnete počutiti kot velika zguba. Ni vam uspelo narediti fakultete, vaš zakon se ni obnesel, niste bili dobri športni kot vaš brat, ničem niste bili dobri tako kot vaša sestra, zato ste se vedno počutili na stranskem tiru in ste pripravljeni, da bi se vdali. Želim, da me danes poslušate. Bog govori prav vam in pripravil vas je, da ste ob tem času prižgali točno ta program, čeprav mislite, da ste ga po naključju našli. In vseeno mi je, ali je ura 2 uri po noči, bistveno je, Bog vas ljubi. In misli, da ste čudoviti,
In za vas ima dober načrt. Če ga boste le sprejeli z vero in to tudi izrekli, tukaj postane zapleteno. Da nekje sediš sam in se rečeš, Bog me ljubi. Bog ljubi mene. Bog misli, da sem čudovit. To je zdravilno. Tega si želijo vsi, da bi bili ljubljeni, da bi bili sprejeti takšni, kot so in kjer so. In Sveto pismo pravi, da Bog nikoli ne zavrne tistih, ki verujejo vanj. Nikoli ne zavrne tistih, ki verujejo vanj. Svet nas lahko zavrne, toda Bog nas ne bo nikoli zavrnil. Janezov evangelij 5:38. In tudi nimate njegove besede, njegove misli. Všeč mi je ta razširjena izdaja. Ta knjiga, razširjeno Sveto pismo, je polna razmišljanj o Bogu. Ne gre le za neke poljudne zadeve, ki jih je morala kopica ljudi za vsak primer zapisati, ampak govori o tem, kaj Bog misli o tebi, o tvojem življenju, o tvoji preteklosti, o tvoji prihodnosti, o tvoji družini, o tvojih financah in o njegovih pričakovanjih glede našega obnašanja. In tudi nimate njegove besede, ki bi ostala v vas, ker ne verujete tistemu, ki ga je on poslal. Zato v vas ne živi njegovo sporočilo, ker ne verjamete slu, ki ga je poslal. Edini razlog, zakaj to berem, je, da bi vam pokazala, kako močna je povezava med verovanjem in razmišljanjem. Rekel je, ne verujete, ker tega ne sprejemate kot mojo misel. Božja beseda ni neka poljudna zadeva, v kateri bi zaradi obveze Bogu vsak dan prebrali po eno poglavje, zato da lahko prečrtamo ali odkljukamo še za en dan na našem koledarju. Gre za Božje misli, za Božjo besedo za nas. In mi jo moramo jemati zelo osebno. Svetega pisma ne more samo prebrati. Berite ga zase. Jemljite ga osebno. Ne misli si samo, da je to veliko sporočilo za vse. Ne, Bog uporablja moja usta, da bi govoril s tabo. Bog ti govori, ne nekomu drugemu, ampak tebi. Kološanom 3, 1 in 2. Naslednje je Kološanom 3. Če ste torej vstali s Kristusom v novo življenje in ste torej tudi vi vstali od mrtvih, iščite to, kar je zgoraj, veliko večno bogastvo, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj in ne na to, kar je na zemlji. Preprosto nam pravi, če želiš, ti ponujam življenje. Koliko vas resnično želi uživati življenje, za katerega je Jezus umrl, da bi nam ga lahko ponudil? Tudi jaz. In na to pravi, če to želiš, ga poišči. Tako da se osredotočiš na te stvari, ne na stvari, ki so na zemlji. Lahko si torej uničiš svoj dan s posedanjem okrog in z nemirjenjem glede vsega, kaj si drugi mislijo o tebi. Toda v resnici njihovo mnenje ne naredi nobene razlike, niti pikice. Pomembno je, kaj si ti misliš o sebi. Pomembno je, kaj si ti misliš o sebi. Zapomni si, nisi boljši od drugih, vendar tudi nisi nič slabši od drugih. Vse, kar smo zaradi Kristusa in samo zaradi Kristusa. Če se ne naučimo razmišljati, kot razmišlja Bog, ne bomo imeli življenja, za katerega je Jezus umrl, da bi ga mi lahko imeli. In nikoli se ne bomo naučili razmišljati po Božje, če nikoli ne razmišljamo, o čem razmišlja Bog. Morali se bomo torej spustiti v duhovni boj. Hudič je na svetu še kako živ in ne bo zaprl svojih ust.
Velika težava je, ko zapre naša in se mu pustimo, namesto da bi mu oporekali, kot mu je Jezus. Govoriti nazaj hudiču, kakšno predavanje pa je danes to. Prav takšno, kot ga vi potrebujete. In nikar se ne prilagajate temu svetu, pravi v pismu Rimljanom 12.2. Ne bodite kot preostali svet, ampak se preobražajte. Popolnoma se spremenite. S popolno in celotno prenovo svojih misli. Amen. To sem sicer povedala že včeraj, ampak bom še enkrat. Z vašimi mislimi imate veliko težav. In ni mi mar, če boste morali ven do mize z mojo ponudbo in kupiti vse, kar sem kdajkoli napisala. Tam imate knjige. Bojno polje uma, misli moči, bojišče v mislih. Hranite jih v kopalnici, tako da ne boste mogli niti na stranišče, ne da bi prejeli vsaj delček njegove besede. Na voljo je tudi moja knjiga Skrita moč, ki jo lahko ženske vtaknite v torbico, moški pa v svoje torbe ali karkoli že imate. Včasih moram nositi tudi Davidove reči, česar sem že včasih naveličana v svoji torbici. Toda ne, on ne bo nosil torbe za moške, noče nositi niti moje torbice. A mi lahko to neseš? Ne, jaz še ne bom torbice nosil. Zdi se mi prav smešno, kajti David je najbolj samozavesten človek, kar sem jih kdaj spoznala, ampak pod nobenim pogojem noče nositi moje torbice. Nesel mi je samo enkrat po moji operaciji kolka. Bila sem na hojici in poskušala sem priti od avta do kavarne in reče mi, daj nesel ti bom torbico. In jaz sem bila čisto šokirana. Wow! Zdaj pa smo premagali vse. Ni treba, da smo kot preostali svet. Ni treba, da svojo samozavest pridobimo iz izobrazbe ali kako izgledamo, ali svojih sposobnosti ali talentov ali našega dela. Ko enkrat veš, kdo si v Kristusu, potem je vse ostalo, kar narediš, samo dar njemu. In tega ne počneš, da bi pritegnil pozornost ali da bi drugi o tebi imeli dobro mnenje. To počneš, ker je to nekaj, kar počneš, ker ljubiš Boga in omogočil ti je, da to počneš, zato to počneš. Popolna prenova vaših misli. Drugo pismo Korinčanom 5:17. Če je torej kdo v Kristusu, kar pomeni, da je bil vzet iz starega življenja in postavljen v Kristusa. Mesijo je nova stvaritev. Postavijo novo bitje, popolnoma, povsem novo. Vse staro je izginilo, vse je novo. Tvoje življenje ne more iti naprej, če gredo tvoje misli še vedno nazaj. Amen. In kot sem govorila, če morate do moje stojnice in kupite vse, kar sem kdajkoli napisala, vam je na razpolago, poslušajte in preberite in preštudirajte. In preglejte zapiske in svetopismo o vaših mislih je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Samo zato, ker poslušate moje pridige, še ne pomeni, da to razumete. Veliko si počrtujete misli v svetem pismu in podobno, to je dobro, vendar to ne pomeni, da vi vse razumete. Te stvari študiram ves čas in to počnem že 40 let. In več, ko delate za Boga, z večjo močjo bo hudič prišel nad vas. Nočem, da bi to zvenelo kot slaba novica, toda bolj, ko boste zmagovalni, hitreje ga boste prepoznala in manj vas bo motil, ker bo vedel, komu pripadate. Veliko sem trpela zaradi obsodb, pomilovanja in se mi res zdi zares nesmiselno, koliko sem pretrpela zaradi krivde in obsodb zaradi zlorab in ker sem svoje življenje začela z mislijo, da je z mano nekaj narobe. Ampak sedaj se niti ne počutim več krivo.
In vidite, to razjezi tudi verne ljudi. Če me sedaj posluša kakšen verski demon, gotovo poskušajo izzvati nekatere. In tako si mislite. Ti si misliš, da imaš vse pod kontrolo? Ti si nekaj domišljaš? Ne, ker vem, da nimam. Vem tudi, da ni pomembno. In gotovo si mislite, da to ne more biti v redu. Stvar pa je v tem, da moje obnašanje morda ni pravilno, to da moj odnos je pravi. Ljubim Boga, naslonim se nanj, vsak dan vstanem in si mislim, moj Bog, danes bi bila rada popolna. Toda v primeru, da mi ne uspe, ne bom jutrišnjega dne uničila z današnjimi napakami. Jutri bom znova vstala in poskusila od znova. Aleluja. Prejšnja stara morala in duhovno stanje sta minila. Prejšnje je minilo, nastalo je novo. Sedaj je vse novo in svežo. Vsi rečite, sem nova stvaritev v Kristusu. Ne morem govoriti o vsem, kar imam tukaj, vendar vi ste kraljevski. Kraljica ni nič v primerjavi z vami. V vas se pretaka kraljeva kri. In vi boste nasledili prestol. To prihaja po vas po krvni liniji. Sveto pismo v pismu Rimljanom 5:17 pravi: Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, tukaj govori o Adamu, greh je za nas prišel preko Adama in prejeli smo njegovo grešno naravo. In na to pravi, zakaj potem ne moremo prejeti darov pravičnosti, ki prihajajo do nas po Jezusu Kristusu, ki nam omogoča, da v življenju kraljujemo. Resno? Nihče se ne bo nikoli prepiral s tabo, če jim rečeš, veš, rojen si z grešno naravo. Saj vem. Toda poskusite komu reči, in zaradi Kristusa in tvoje vere vanj si sedaj spravljen z Bogom, pravzaprav si postal Božja pravičnost. In potem bodo rekli, ne. Ne, jaz sem samo ubog, nesrečen grešnik. Res je, da grešiš, to da tvoja identiteta ni ubog, nesrečni grešnik. Sicer ti grešiš, vendar si pri Bogu kralj in duhovnik, si nova stvaritev, si čudovit in prerojen. Ali kdo razume? Tega vam ne pravim, da bi lahko še naprej grešili in se potem izmuznili. Bistvo tega je, da bolj kot razumete, koliko te Bog ljubi, manj boste grešili. In lahko vam povem, če se v življenju spopadate s kakšnim grehom, namesto da bi se z njim borili, bi vam vsak dan spodletelo, se vsa malo časa obrnite na Gospoda, ne bo dolgo, ko s tem grehom ne boste imeli več opravka. Knjiga Razodetja 5:10. Ter si jih napravil našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike in kraljevali bodo na zemlji. Naj vas sedaj vprašam, ali kraljujete nad temi stvarmi ali one kraljujejo nad vami? Poslušajte, naj vam nekaj povem. Sveto pismo pravi, da boste takrat, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, prejeli moč. Luka 10:19 pravi, glejte, dal sem vam oblast, stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. Dajmo, zavpite, imam oblast. Vidite, sedaj vam ni treba vsako jutro vstati in si reči, tako sem že star.
Sploh ne vem, kako bom prebil se skozi ta dan in joj, življenje je tako težko. Ojoj, zares je naporno. Ne, morate vstati in si misliti, dajmo. Nad tem sem glava in ne rep. In naj vam povem še to, nisem tukaj, da bi vodila nekakšno navijaško skupino, ampak delim z vami svoj način življenja. Če bi radi živeli zmagoslavno, boste morali ugotoviti, kdo ste v Kristusu, razmišljati kot razmišlja Bog in govoriti kot govori Bog. Saj ves čas govorite sami s sabo, zakaj se ne bi začeli govoriti nekaj takega, kar vam bo pomagalo? Všeč mi je to. In Gospod te bo obsul z dobrotami, sadovi tvojega telesa. Gospod ti bo odprl svojo bogato zakladnico nebo. Tako bo dajal tvoje deželje dežja ob pravem času in blagoslovil bo vse delo tvojih rok. Mnogim narodom boš posojal, ti pa ne boš jemal na posodo in Gospod te bo naredil za glavo in ne za rep, samo navzgor bo šel in nikoli navzdol in konča se z... Kladivo je udarilo. Če boš poslušal zapovedi Gospoda svojega Boga, ki ti jih danes dajem, in jih vestno izpolnjeval. To je bilo v 5. Mojzesovi knjigi pod zakoni in močno se morali truditi, da so se jih držali. Sedaj pa živimo v milosti. Toda milost ne pomeni, da se nam ni treba ničesar držati. Pomeni, da sedaj imamo jamstvo, da Sveti Duh živi v nas. Recimo še kakšno besedo v kraju identitete. Danes je to precej pogosto. Če mi je uspelo, ste morda nedavno rekli, moj Bog, nekdo mi je ukradel identiteto. Sedaj imamo na voljo celo zavarovanje proti prevaram in krajem identitete, kar je prava nočna mora, če vam kdo ukrade vaše osebne podatke in vašo identiteto. Mislim, da imamo svet poln kristjanov, ki ne vedo, kdo so. Mislim, da so jim ukradli njihovo identiteto. Toda veste kaj? Vi ste zaščiteni, saj imate zavarovalno polico, ki vam to jamči. Dajte no. Dvanajsto poglavje pisma Rimljanom nas uči, naj prenovimo svoje misli. To pomeni, da se moramo naučiti razmišljati, kot razmišlja Bog. Govoriti, kot govori Bog. Psalm 139 je zelo navdihujoč in pravi, da je Božjih misli za nas toliko, kolikor je zrn peska. Bog ves čas misli nate in meni, da si čudovit. Vsak dan se zbudi in razmišlja, kot razmišlja Bog. Naše misli so povezane z dobrim počutjem in vplivajo na razplet našega življenja. Ne dovolite, da bi vas še naprej upravljali zunanji dejavniki. Preusmerite vaše misli, preganjate stran negativne misli in v svoji situaciji verujte, kar vam je o njej povedal Bog. Verujte, da ste, kar je Bog rekel, da ste. V tem je moč, ki dobesedno spreminja ljudi. Kaj pomeni, da postanete poslovni partner misijonske organizacije Joyce Meyer? Za začetek je to zaveza, da z molitvijo in finančno podpirate naše delo. Vaše mesečne donacije nam pomagajo pri nakupu televizijskega časa, da lahko evangelij oznanjamo na 2/3 sveta, v več kot 80 jezikih, na več kot 1000 televizijah in radijskih postajah. To je veliko in ljudem tako prvič v življenju predstavljen Jezus. Vaše partnerstvo nam pomaga pri organiziranju 12 konferenc vsako leto, ki so brezplačne. Na 10 000 ljudi sliši evangelij in se poveže z Bogom. Njihova življenja so zavedno spremenjena. Partnerstvo pomaga omiliti človeško trpljenje na globalni ravni. Kot partner
partner, boste pomagali financirati Hand of Hope, roko upanja, misionarsko organizacija Joyce Meyer. Vaš denar gre za nakup hrane za otroke, gradnjo vodnjakov s pitno vodo, podporo sirotišnicam, za zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo, za skrb za ljudi v mestnih središčih, za pomoč jetnikom, reševanje žensk iz trgovine za spolne usluge ter za pomoč drugim, ki se jim pripeti nesreča. 83% vseh sredstev organizacije je namenjeni za pomoč ljudem v stiski in trudimo se, da je vsak dolar porabljen upravičeno. Prizadevamo si, da bi bili transparentni in ponosni smo, da nas je odobril tudi Evangeličanski svet za finančno odgovornost. In to je le delček partnerstva, kajti skupaj lahko naredimo še veliko več, ko delimo Kristusa in ljubimo ljudi po vsem svetu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.